Pozdravljeni v AV kuhinji za najboljše. Oddelali smo že zajtrk in za nas čaka kosilo. Ker smo na smučanju, ne bomo komplicirali, bomo probali narediti čim bolj enostavno, da bomo čim dalj časa lahko spet smučali, da gremo čim prej nazaj na smučišče. Torej, naredili bomo kislo zelje in sicer zraven bomo dali AV kranjsko klobaso. Uporabili bomo svinjsko mast, na kateri bomo prepražili čebulo. Ko bomo čebulo prepražili, se pravi, da bo take lepe svetlo rumene barve, bomo dodali zelje. Mi smo to zelje že skuhali. Malo smo ga tudi skuhali zato, da smo ga razkislili, ker je zelo kislo. Na koncu bomo postregli s kranjsko klobaso in pa z delikatesnimi ocvirki AV. To so tele super ocvirki, ki jih lahko tudi grickate samostojno. Kranjsko klobaso bomo dali kuhati v vrelo vodo. Tole bomo še malo vode dodali, tole mora biti praktično pokrita. Kuha se približno 10 minut, lahko jo pa pustimo tudi v vodi, ni noben problem. Ta čas bomo mi lepo naredili zelje, tako da gremo pa čim prej nazaj na smučke. Od začimb bomo pri zelju uporabili samo poper, in sicer v zrnju. Lahko uporabimo tudi lovorjev list, lahko uporabimo tudi ostale začimbe. Mi bomo lepo kar celi poper uporabili. Tole bomo. Evo, takole zelje smo prepražili. To je trajalo približno 20 minut. Kot smo rekli, ne bomo preveč komplicirali, zraven bomo servirali kranjsko klobaso. Takole. Zelje smo začinili s poprom, sol smo dali noter, dali smo malček timijana. Lahko po želji dodate noter še lovorjev list, lahko date tudi brinove jagode, lahko ga naredite tudi z rdečo papriko, se pravi, da rata malo bolj rdeče barve. Po želji. Interpretacije tukaj to, kot je gospodin. Mi bomo zraven servirali še tole kranjsko klobaso. In v polovičko jo bomo srezali. Takole. Mi kuharji pravimo temu rez na dolgo oko. Takole, da se vidi lepo, kakšna lepa struktura je. Ja, takole. Še malček dekoracije. Takole. Jasno, ne smemo pa pozabiti ocvirkov. Takole, to so delikatesni ocvirki, so malo večji. Smučarsko kosilo s kislim zeljem in kranjsko klobaso je gotovo. Dober tek želim.